Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Dobrodošli v novo epizodo Road to Show serije. Kot ste prebrali z naslova, danes snemam Day in the Life. Klasičen dan v mojem življenju. Budilka je bila okoli 8, sem se pozbudil malo pozneje, 8:20. Sem opravil na WC-ju, se stehtal in zdaj je ura skoraj 9. Tako da že malo zamujam na celoten schedule, tako da moram pohiteti, kakšen je plan, kaj se dogaja. Danes je tudi dan za check-insi, petek, ob petkih vedno naredim check-inse. Drugače je zaporedje stvari, ki jih delam takoj zjutraj na težče, ko se zbudim, da naredim takoj fasted cardio in potem posing roundse, glede na to pa, da je danes tudi check-in day, moram predtem narediti še check-inse. Gremo začeti z check-insi in potem nadaljevati z vsem, ker kot sem rekel, že malo zamujam glede na schedule. Let's go. Ok, check-insi opravljeni. Kot smo rekli, sledi fasted cardio. No ja, evo ga, kot smo rekli, check-insi oziroma slike check-insov opravljeni. Sem si kupil to kolo, da jo imam v sobi, da lahko delam ta kardio na tešče, brez da hodim dvakrat v fitness. Tega imam 45 minut, tako da celoten kardio za dan rešim že takoj zjutraj. In potem realistične check-inse, torej da dajam slike, da pogledam slike, da izpolnim razne vprašalnike, da zapišem, kakšna bo sprememba tedenska. Opravim, ko sem na kolesu, da pač sem time efficient, da ne izgubljam časa. Tako da to bom zdaj opravil. Glede na današnjo kilažo bomo sigurno danes spustili kalorije za 100. Je bila kilaža 81,6. Med nižjimi kilažami od zadnjič, ko smo govorili, zato da pač nadaljujemo po planu, bomo danes še znižali. In danes sem pač tudi uradno 8 weeks out. Treba je zdaj stisniti, treba je res zdaj priti v eno definicijo, ki bo insane. Ampak zato je treba še delati in še, oziroma vsaj začeti sufferati teh 8 tednov. Tako da opravim check-inse in potem fasted cardio. Tako da that's it. Ok, kardio zaključen. Spravim setup in pripravim setup za posing roundse. Zdaj se mi že kar mudi. Ura je 10:10. Ob 11 imamo z Leotom coaching Zoom, tako da posing rounds, shower, zajtrk. Gotta be efficient and fast. Let's go. Tako da ja, vse posing rounde tudi posnamem, da jih lahko potem pogledam, da vidim, kje delam napake pri posingu. In kot smo rekli, pač 3-krat grem skozi vse poze. Ne bom pa zdaj tukaj posnel vse 3 runde, ampak eno celotno rundo, da vidite, kako to poteka. Mogoče jo bom tudi speed upal, ker mislim, da traja več kot 3 minute, tako da
Evo, to je ena runda, jaz naredim še 2. Se stuširam in potem zajtrk. I am starving. Ok, torej na tešče, ena limona stisnjena z glutaminom, plus še eno kapsulo berberina in 2 ingverja in kurkume. To je moj stek na tešče. Ampak dobro, ne bom vse o hrani in suplementih, tisto je ful deliti. Važno je v glavnem, da to je pred zajtrkom. Zdaj si gremo pripraviti hitro, zelo hitro, ovsene in pa jajce z beljakom. Ok, medtem ko se jajca kuhajo in pa ovseni pripravljajo, gremo si pripraviti vse suplemente, da jih potem samo, ko pojem, spijem. Jaz za zajtrk večinoma mi sploh ne paše se usesti in jesti. Poskusim pa zajtrk čim hitreje pojesti, ga pojem stoje tukaj za šankom kuhinje in potem, da grem čim prej pred kompjuter. Tudi v drugih primerih, ne samo danes, ki sem zdaj res na tesno s časom in da si potem samo kavo pustim in da lepo počasi pijem kavo, ko delam oziroma ko začnem delati zjutraj na kompjuterju. Evo ga, vsi prehranski dodatki pripravljeni za potem. Za vse prehranske dodatke najboljši sponzor The Best Things, pejdi na Jim Beam in uporabi mojo kodo MAX5 za 5% popusta. Dejte uporabljati zdaj kodo, da podprete ta moj prep. Kaj si že poslal? Sem ti poslal, ja, edino tega člana še ni, bomo počakali, da vidimo. Nisem videl mailov sploh, sorry, prijem zdaj. Ajde, ura je 11:01. Kot sem rekel, torej, imamo med tednom, od tukaj od 11 do 1 imamo na voljo te termine za brezplačne Zoome. Danes načeloma imamo en Zoom, zdaj ob 11. Oh my god. Show your face. Full day of filming. A full day of filming, ali pa day in the life. Ti bomo bo posnel. Ja, lih kartel. Čekaj, danes imamo 2. Danes imamo enega, zdaj ob 11. In je velika novost. In sicer, do zdaj smo imeli samo, da si lahko pač plačal na mesečni ravni in potem, če si želel malo bolj ugodno ceno, si mogel plačati za daljše obdobje vnaprej. Ampak si mogel celoten ta znesek plačati vnaprej, kar verjamemo, da je za študente malo težje. Tako da zdaj smo dali možnost, da lahko ta znesek izplačuješ iz meseca v mesec, torej na obroke, in dobiš bolj ugodno ceno, če se nam pridružiš za daljše obdobje, kot pa če plačuješ vsak mesec. Link do prijave na For My Future Coaching v descriptionu. Leo, kaj boš rekel? Kaj bom rekel? Nič, onim, ki se še ni prijavil na coaching, mi se šalt, to je prva stvar. Druga stvar, ne boš nikoli splatal 3x 260, kot sem jaz včeraj. 4x 260. And with that, we conclude. Ok, Zoom uspešno zaključen. In zdaj sledi jutranji chill time oziroma work time na kompjuterju. Kot sem rekel, v easy skupaj s kavico. Kaj zajema vse to? Content, prva stvar, in sicer postanje contenta. Je pač, to je simple stvar, ampak je vseeno stvar, če imaš več socialnih omrežij, več kanalov, več pageov, kakorkoli, vzame čas. Tukaj imam na primer zdaj zapisano, torej na svoj personal TikTok, da objavim, YouTube Short, da objavim, na svoj personal IG, da objavim story na FMF profil, da objavim story na svoj profil in da objavim 3 objave na Facebook. Če mi sledite na Instagramu, ste videli, da smo naredili in uraden business Facebook za FMF, For My Future, in pa za coaching. Za For My Future ste mogoče videli v zadnjem tednu, 2,
kakšne oglase. To se ni samo naredilo, to je bilo treba setupati, tako da to je potem tudi še ena stvar, ki naredim na kompjuterju, to bom potem povedal. Zdaj smo zaštartali Facebook page za coaching in zdaj objavljamo agresivno content na njej in bomo potem zaštartali tudi z oglasi na content, da razširimo čim več strank, kolikor je to le možno, ker za zdaj lahko sprememo še strank, nam je pač v interesu, ker je to eden in zame in za Leota eden glavnih virov zaslužka, tako da nam je v interesu ga še zvišati, kolikor je le možno, ker iz časovnega vidika pač imamo še čas oziroma bi lahko sprejeli še folka. Tako da evo ga, se spravim zdaj objaviti cel content in se potem vidimo na naslednjem opravilu. Ok, objavljanje večinoma zaključeno, 11:37, ob 12 imam samo še za objaviti IG Reel postanja kontenta, mislim, da je to, drugega dela nimam. Zdaj sledi tisto, kar sem prej govoril. In sicer, torej predtem bi mogoče bilo še prečekirati maile. Zdaj, če pogledam tukaj personal mail, personal business mail, od coachinga in od Forma in Future spletne strani ni nič posebnega. Razen to, da sem dobil zaplačati prispevke mesečne za podjetje. Tako da bom to opravil takoj danes kot dober državljan Slovenije, ki plačuje davke in prispevke. Treba iti v Dubaj. Zdaj tukaj glede kontenta bi edino še prišlo v primeru, ko imam kaj za editanje v vsakem primeru vzame ful časa. Zdaj danes specifično nimam nobenega dela glede editinga. Zdaj v naslednjih dneh bom mogel editati ta video, ki ga vi gledate potem. Tako da vse okoli tega videa, tukaj pade editanje YouTube samega videa, potem editanje vseh thumbnailsov, IG slik, če je, ampak zdaj večinoma na Instagramu niti ne postam toliko slik, ker ful slabo performajo. Večinoma zdaj delujejo samo reelsi na tem Instagramu, pač Instagram je postal isti kot TikTok, kar neki. Večinoma je to, torej editanje YouTube videa in potem editanje kratkih short form reelsov iz tega YouTube videa, ki jih potem objavljam na Instagram, TikTok in YouTube Shorts. To pa je bilo to, kar sem zdaj vse objavljal, ampak to je bil editing work iz preteklosti, iz ne vem, enega tedna nazaj ali kakorkoli. Tukaj sem zdaj trenutno na Ads Managerju, torej na upravniku oglasov. Zdaj tukaj se točno še učim, veliko denarja, ki ga zdaj uporabim za to, je res samo za učenje, za testiranje raznih kampanj in tako naprej, da vidim pač, kje bojo te oglasi uspešni, v katerih državah, v katerih interesih in tako naprej. Potrebno je res tukaj glede Ads Managerja vsak dan pogledati, kako performajo kampanje, kako performajo različni adi, različne slike in tako naprej. Zdaj, ravno včeraj sem setupal enih 6 ad setov, da začejo ranati ob polnoči danes zjutraj, tako da zdaj tukaj tudi vidim, da so vsi aktivni, kar je v redu. Za mojo denarnico ni v redu, ampak je to pač vseeno investicija v podjetje in potem čez par dni, če res vidim, da nekaj ne dela, potem ugasnem popolnoma ta ad, da ga ne prikazuje več. In potem, ko to zaključim, potem načeloma danes specifično nimam nič več za narediti na kompjuterju, razen če bom mogoče še kaj pozneje zvečer štimal te adse. Sledi del, kjer delam to, kar si želim na kompjuterju, in sicer jutranje čekiranje, brskanje po Twitterju. Twitter je res platforma, na kateri sem vsak dan. Sledim, berem, gledam, tako da to skupaj z YouTubeom, ampak tukaj večinoma so stvari, kjer se poskušam na YouTubeu učiti, tako da gledam kakšne tutoriale. Zdaj, na primer, v zadnjih tednih sem ful gledal te tutoriale glede Facebook adsov, kako jih setupati, kako jih delati, kaj deluje, kaj ne deluje. Twitter pa itak sledim vsak dan stalno temam, ki mene zanimajo, in berem in res uživam in se pač ful naučim. Na Twitterju je res polno knowledge-a, eden od teh social media, ki ti da veliko vrednosti.
skupaj z YouTubeom, za razliko kot pa IG in TikTok, ki so bolj tako attention seekers in so tam samo, da ti ukradejo čim več časa in ti ne ponudijo toliko vrednosti. Večinoma je tako narejen algoritem, no. Tako da to bo zdaj potekalo za naslednje pol urce in potem je že čas za obrok številka 2. Ok, ura je 12:30, obrok številka 2 pripravljen, njoki s tuno. To tudi ni tako velik obrok, majhen pač itak zdaj obroki sami po sebi niso tako veliki. Danes, kot sem rekel, sem tudi potem naredil spremembo in sicer sem znižal kalorije, tako da danes je prvi dan na 2600 kalorij, ampak naslednji full day of eating prihaja v naslednjih tednih, mogoče že naslednji teden, ko gledate, bomo videli. To je zdaj pre-workout meal, tako da majhen obrok, zelo hitro in brez problema prebavim. Tako da to pojem, potem še 45 minut na kompjuterju in potem se bom že počasi odpravljal na današnji trening. Smo? Ok, folk, evo ga. Uradno lahko začnemo ta trening, zdaj se mi je tudi Leonard že pridružil na vseh vajah. Torej, danes imamo ta trening in mislim, da nismo še snemali. Tukaj je sicer upper back, moj. Tako da prvi dva je pullovers in pa seated row. In zdaj gremo naprej skupaj. Skozi celoten trening se mi bo Leonard že pridružil na vseh vajah. In sicer T-bar, potem plate loaded mašina, pull downs in kaj trepse boš naredil tudi ti? Ja, ok. In potem še eno za trepse, verjetno na Smith mašino. Kot vidite, veliko je folka in ta fitness je postal sauna. We are literally dripping, ampak Evo, medtem ko snema Leo, pada fontana na kamero. Ampak za naš prep je to odlično, ker bomo več pokurili. Tako da gremo trenirati.
Back from the gym, ura je 10 do 5, obrok, recimo številka 4, če štejemo intra-workout kot obrok, post-workout meal, cornflakes z shakeom, just like that, v 2 minutah obrok je disappearal. Zdaj, kot sem rekel, je ura 5. Jaz se bom zdaj spravil editati stvari glede tega videa, ki ga danes gledate, ker za vikend ne bom uspel, imam že polno. Nedeljo zvečer se bom vzel malo na off, ki je finale evropskega, bomo gledali s kolegi. Tako da bom danes opravil nekaj dela editinga in to mi bo zdaj vzelo najmanj urco in pol. Vsaj začnem malo editati YouTube video, da si potem olajšam delo za naslednji teden, torej za v ponedeljek in torek, ko bom res mogel celoten video in vse skupaj do konca editati in pripraviti za v sredo, ko gledate ta video. Tako da jaz grem editat in se potem verjetno vidimo. Naslednja stvar bo potem tudi naslednji obrok, ki pa bo verjetno tam okoli 6:30. Ura je 10 do 7. Ravno kar sem si pribral obrok številka 5. Editing zaključen in gleda se podcast ob hrani, kot smo rekli. Hrana in YouTube, the best combination. Večere poskušam zadržati čim bolj chill, kot so le lahko. Tako da zdaj bom užival v tem delikatesnem obroku in si potem pogledal podcast do konca. In potem bo basically že čas za zadnji današnji obrok in vse še, kar poteka na koncu. Tako da, see you then. Ok, folk, ura je 9:15, ne vem, če se vidi, in jaz imam pred sabo svoj zadnji današnji obrok. Torej, obrok vse skupaj je številka 6, če štejemo intra-workout, in pred obrokom bom še vzel svoje suplemente večerne. Tako da ja, poskušam imeti ta zadnji obrok v dnevu tukaj nekje okoli 9, če lahko tudi kaj prej 8:30, da potem čim hitreje in čim lažje zaspim. Poskušam si tudi narediti tako dneve, da zdaj zvečer, torej po 8 uri, da nimam nič za delati. Da nimam nič za editati, da nimam nič za nastavljati, da nimam nič za pakirati orderje ali kakorkoli. Poskušam imeti ta del dneva res na chill, na relax pred spanjem, da pač se glava popolnoma odklopi. Enkrat na teden imamo tudi kakšna druženja s prijatelji, ampak to brez veze, da damo video, ker je to potem res enkrat na teden, dnevna rutina pa je 6-krat na teden, takšna, kot ste jo videli danes. V bistvu mi ostane samo še ena to-do stvar za narediti, za opraviti, ki jo opravljam zdaj poleti večinoma, zdaj zvečer, ko je temno, ko malo pade temperatura. Tako da gremo še to zadnjo stvar rešiti. Zadnje dnevno opravilo in sicer sprehod z Aikijem. Tudi meni pač pomaga, da se malo zvišam vnos korakov, ampak načeloma vedno grem z njim zdaj poleti zvečer, ker že podnevi je tako vroče, da je zdaj vsaj malo bolj normalno, čeprav jaz se spotim tudi na tem sprehodu. Ni pa to dolg sprehod, pač nisem eden od tistih, ki niti zdaj na prepu, ki si šteje korake, pač jaz dajem svojo aktivnost z kardijem, ampak na ta sprehod 20-30 minutni pa grem vsak dan. Tako da, evo ga. You gonna say something for the vlog? He doesn't care, he just wanna walk. Tako da, evo ga, zaključimo sprehod. In potem lahko tudi zaključimo ta day in the life.
In evo ga, kar sem se vrnil iz prehoda, ura je 10 zvečer. Mislim, da se bom šel čez 1 uro vležt, ker I can't no more, I am really tired. Spanec pač, mi je pomembno, da dobim unih 8 ur must have pač. Ne sme biti niti pod 8 ur. Poskušam res vsak dan, koliko je to le možno, 8 do 9 ur spanca. Torej res dajati ful pomembnosti. Tako da evo ga, folk, smo prišli do konca te epizode Road to Show serije, smo prišli do konca mojega Day in the Life. Če si prišel ali prišel do konca tega YouTube videa, daj v komentarje emoji, ki predstavlja karkoli, ki sem danes delal skozi dan. Če ti je video bil všeč, absolutno klikni like in več kot 50% folka, ki gleda te videe, še vedno niste subscribeni. Tako da klikni na subscribe button, da pridemo do teh 6000, ki smo tukaj blizu že ne vem koliko mesecev in nismo jih zadeli. Tako da dej zdaj pred prvo tekmo, da zadanemo teh 6000 in da lahko potem nadaljujemo growth do 10K. To je to od mene za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace.